Nahajamo se na razstavi Luke Široka Shaping Changes. Gre za razstavo, ki skuša predstaviti neko specifično obdobje avtorja in specifično obdobje tudi globalnega sveta. Gre pa za proces spreminjanja oziroma nastajanja novih del, nastajanja novega izraznega sredstva in tudi obdobje, v katerem so sama dela nastajanja, predstavlja neko obdobje sprememb. Dela so nastajala v času pandemije, ko smo se mogli privajati na nove spremembe v okolju, na nove načine življenja, na nove načine komuniciranja. Hkrati pa tudi se soočati s problematikami, kot je recimo primanjkanje določenih sestavin, pomanjkanje določenih materialov. Zato so tudi dela pravzaprav namesto na platnih nastala na nekih PVC ploščah, ker so bila pač platna takrat težko dostopna, sploh pa v takih večjih dimenzijah. Umetnik si je želel takrat slikati v večjih formatih, zato je potem po nekem naključnem slučaju prišel do teh PVC platen na nekem odpadu in jih zagledal kot potencialno novo površino, na kateri lahko slika. PVC podlaga v tem smislu potem postane popolnoma nevidna in je pravzaprav popolni analog platna in predstavlja neko površino, na kateri lahko ustvarja umetnik svoja nova dela, ki so takrat v bistvu začela dobivati neko novo izraznost, nek nov način slikanja, nek nov način površin, ki se zlivajo ena v drugo. Gre za neko novo ekspresijo, ki se pa v bistvu v tistem času šele začenja ustvarjati. Zato je tudi na razstavi delo Družinski krog, ki je bilo naslikano v bistvu dosti kasneje. Gre za novo delo, nastalo leta 2024, zaključeno čisto proti koncu leta. Gre pa za delo, ki predstavlja dejansko, kam so vse te spremembe vodile. Gre za delo, ki ima vsa izrazna sredstva, ki so se dogajala v času prejšnjih del, dovršena, zaključena in premišljena. Na razstavi imamo tudi dve skulpturi z naslovom Frozen, ki so sicer nekoliko bolj zgodnja dela, ampak predstavljajo podoben način ustvarjanja. Gre za procesuralno ustvarjanje, ki zahteva od umetnika oziroma ustvarjalca, da se z delom sooča skozi daljše časovno obdobje in v njega vnaša emocije in občutja, razmišljanja skozi celotno to obdobje, ki se nanaša na približno iste stvari, ampak se počasi gradijo, dokler ne nastane neka nova izraznost, ki je v bistvu kot neke vrste vsota vsega tega, kar se je dogajalo v času dela. To je v bistvu način procesa, ki je zelo značilen za Luko, tudi pri ostalih delih. Rad se vrača k stvarem in jih ne zadovrši v enem šusu oziroma naenkrat. In to je v bistvu tudi nekako cel poseg, kako je razstava postavljena. Ker spet gledamo, kako so se stvari dovrševale, recimo od leta 2017 do zdaj, govorimo 2024. In lahko vidimo cel proces, kako so se v bistvu ta izraznost spreminjala, kako so se neke poteze, ki so mogoče na začetku bile zelo surove, postajale zmeri bolj dovršene in zmeri bolj premišljene, kar se, kot sem že prej povedal, vidi v zadnjem delu. Torej, Shaping Changes se pravi preoblikovanje neke spremembe in na tej razstavi recimo je 5 slik, ki bi recimo lahko jih opisal kot tisti ključni trenutek v tisti spremembi. Torej je 5 strani iztrganih iz tega neke knjige, ki govori o tem poglavju sprememb. Se pravi, imamo prvo sliko, torej tale Monster Behind the Mask, ki je na dan, ko so recimo uvedli se pravi, da so uvedli ukrep za nositi masko in takrat se je potem naslikala tale slika, ki je recimo analizirala in ponazarjala situacijo, kaj se zgodi, ko se nadane to masko, zakaj se človek v trenutku za to masko spremeni. Karakterno v večini primerih je bilo tudi
dejansko izgubi neko svojo masko. In to je bilo za mene zelo fascinantno v tistem trenutku, tako da se je to tudi podzavestno nekako zapisalo. In potem recimo druga slika, to je Finding Shoe, je bila pomembna in ključna za opis te spremembe, ker je prvič po dolgem času enega obdobja, kjer se je slikalo na tleh, se pravi neke vrste dripping proces in abstrahiranje nekih velikih formatov, se je potem dvignilo tale format iz tli in obesilo na steno in torej se je prenos teh recimo geometrijskih likov začel zavedati, se pravi s tem, da sem se oddaljil od njih, se je začel zavedati te forme. No, v tistem primeru je bila ta forma to, da sem našel tale čevelj simbolično, ki je potem odprl nov ciklus, ki je nastal in se je tudi razstavil v Mestni galeriji Nova Gorica in tale projekt je potem imel neko svojo zgodbo in tudi je bil dosti bolj kompleksen, ampak bilo zanimivo vzeti iz tega cikla prav tole sliko, da pokažem, kako se je potem ta prenos nadaljeval. Potem imamo tole sliko, ki se kliče What to say to somebody who doesn't wear a mask. To je pa slika, ki je recimo govorila o mojem hibridnem okolju, ki je vezano na Italijo, torej tudi takrat v tem času sprememb je bilo bistveno to, da se nam je takrat tudi meja zaprla zopet in težje je bilo obvladovati to, težje je bilo prehajati čez to mejo in tako da se je potem ta situacija spet zabeležila in zahtevali so tudi oni svoje ukrepe in tako dalje. Torej ta zadeva je spet ostala kot ene vrste ključni trenutkov teh sprememb. Potem pa nadaljujem z neko kritično recimo gesto in v tem primeru pri Robocopu v Luna Parku naj bi kritiziral recimo kam vse to nekako pelje. Se pravi, če smo sprejeli to spremembo v tem primeru zdaj neke digitalizacije ali pa novih pogledov tudi na umetnost z uporabo tudi umetne inteligence in ostalega, je potem tle bila kritična gesta to, da v anekdoti in v neki zgodbi povedano bomo vozili svoje robote v Luna Park, torej kaj je zdaj, kam vse to pelje. No. Tako da zdaj teh 5 ključnih sprememb so bile opisane, naslikane, medtem ko pa istočasno paralelno je nastala pa tale instalativni projekt, sicer tukaj je samo del te celote, torej projekt je bil site-specific, postavljen in fotografiran, dokumentiran v enem določenem prostoru, potem je pa ta fotografija nastopila kot izdelek za razstavo in vzel sem ta 2 izdelka prav zato, ker sta bila recimo en začetek vsega tega in zanimivo je bilo to, da je v tistem času, ko sem to sestavljal, temperatura bila zelo nizka, torej ti materiali se niso mogli posušiti in sem jih zaščitil z enimi določenimi pač krpami ali odejami ali kar je bilo. In da se bom potem te spremembe in to situacijo, ki se je takrat dogajala, sem tudi kos te tkanine recimo uporabil za nastajanje potem te instalacije. Tako da je ogromno nekih fragmentov, ki ponazarja direktno to spremembo. No. Kar se tiče pa družinskega kroga, torej malega formata, je pa slika, ki recimo zaključuje ta celoten obdobje, ki je recimo kar precej dolgo in zaključuje s tem, da iz vsakega ciklusa in vsakega tega obdobja je dovršenost nekih potez ali nekih gest ali barve ali pa same celote in kompozicije bila recimo izpeljana in dovršena in potem se je v tem majhnem formatu združilo vse in začelo sobivati, ampak je bilo potrebno, recimo, če me
kadar se vprašam, koliko časa je bilo za eno tako sliko potrebno, jaz ne morem reči, da je to bilo v enem tednu naslikano, zato ker je bilo potrebno vseh teh 5 ali 6 let nekih izkušenj ali pa slik, da so potem pripeljali do te dovršenosti, čeprav je na majhnem formatu in ima tudi velik vpliv zdaj figure, ki se je mimetizirala. Tako da je recimo en skupek, ena obnova celotnega projekta na tej razstavi, no, to Družinski krog.